Nahajamo se v galeriji Ravnikar Gallery Space v Ljubljani, kjer se predstavljam samostojno razstavo risb in slik z naslovom And Then So Clear, ali v slovenščini In potem tako jasno. Naslov je v bistvu naslov enega komada glasbenika Briana Ena, ki je en tak lep, eteričen, bi lahko rekla skoraj spiritualen komad, ki nekako v bistvu govori o neki razjasnitvi, o neki transcendenci, ne. In mi je ta naslov bil zanimiv zato, ker v bistvu večji del te razstave sem jaz pripravljala v karanteni, v samoizolaciji zaradi epidemije COVID-19 in pa tudi že celo življenje nekako imam ta občutek, sploh zadnje čase, ko je tehnologija in mediji so zelo dominantni v naših življenjih, da nam stvari niso jasne, da megleno vidimo stvari, da dobivamo toliko enih informacij, ki jih v bistvu pogosto ne znamo razumeti, zakaj se pravzaprav gre. Tako da sploh v tej situaciji zdaj te karantene, epidemije, se mi zdi, da smo bili bombardirani z vseh strani, z različnimi informacijami, različnimi pristopi tem problemu, ne? In da nekako smo da stvari dosti megleno vidimo, ne? Tako da ta naslov je mogoče neka potreba moja intimna po neki razjasnitvi, ne? Ki tudi je mogoče možna, mogoče ni možna, mogoče iščemo celo življenje, pa ne vem, mogoče imamo samo na momente neke te uvide, ki so meni vedno zanimivi, ne. Večina del je nastala v samoizolaciji. Razstavo sem sicer začela pripravljati veliko prej, ampak je ta neka nova situacija, ki se nam je čez dan spremenijo način življenja in neka pravila obnašanja, je vsekakor dosti vplivala na samo v bistvu vzdušje del, pa tudi vsebino, recimo. Vse te teme, katere sem jaz že prej obravnavala in s katerimi se dosti ukvarjam že več let, kot je odtujenost, praznina, osamljenost, distanca. Vse te teme so v bistvu v tej novi situaciji dobile še neko novo razsežnost, ne. Konkretno, samo en primer bom dala ene risbe iz tega diptiha z naslovom Those Were the Days. Ta risba z naslovom Poljub je direktna posledica tega, v bistvu te nove situacije, ki je človeška bližina in fizična bližina ratala nevarna, ne. In kako zdaj mi to procesiramo. In tako da te neke nove situacije ne bi rekla, da je v bistvu razstava o karanteni, daleč od tega, v bistvu ukvarjam se s to neko svojo linijo, ki jo v bistvu razvijam že več let, ampak je v bistvu nisem mogla ostati neobčutljiva in imuna na to drastično spremembo, ki se nam je dogajala zadnjih par mesecev in se nam še dogaja. Drugače pa ostajam zvesta tem nekem svojem minimalističnem, fragmentiranem likovnem izrazu, po principu less is more. Zelo mi je pomembno, da so stvari razčiščene, da je čim manj elementov, da tudi da te elementi, ki so na sliki ali na risbi, da so močni, da so nabiti z nekim potencialom, z neko emocijo, z različnimi pomeni. Delam dosti samo praznino, samim praznim prostorom, kako s površino slike, tako ali risbe, tako tudi s samim fizičnim prostorom, kjer razstavljam. Sama ta praznina je pomemben konstitutivni element cele kompozicije, ne. Zato je v bistvu veliko te praznine na slikah in na risbah in zelo malo elementov, ki potem lebdijo v tem nekem praznem prostoru in eksistirajo tako kot samostojni elementi ali v neki relaciji z drugimi elementi na sliki.
vse, kar delam iz neke res osebne, intimne perspektive. Torej, zanima me svet, ki me obkroža in zelo različni fenomeni tega sveta. Tako da v bistvu neka moja ikonografija se mi zdi en širok spekter, obstaja tu različnih motivov, nekih banalnih, kot so neke rožice, vazice, do fragmentov človeških teles, obrazov, rastlinja, razni predmeti iz vsakdanjega življenja, mogoče razni fenomeni iz popularne kulture. Torej, en širok spekter različnih motivov, ki so mi zanimivi, kako vizualno, tako tudi pomensko. In v bistvu večina teh impulzov prihaja ne iz zunanjega sveta, ampak je potem na sliki ali risbi v bistvu vse narejeno skozi prizmo moje osebne izkušnje in neke čuječnosti, neke emocije, nekih čustvenih stanj. Tako da, ja, svet okrog je zanimiv, kot sem rekla, ja. Smo bombardirani z informacijami, je ta vizualna krajina res prenasičena z različnimi informacijami, ampak jaz tu se trudim, mislim, ne trudim se, ampak nekako spontano pride do tega, da mi je ful nekih, da mi je veliko nekih vizualnih fenomenov zanimivo in potem se to kaže v tem, kar delam. V bistvu nekako vedno osciliram med neko figuraliko in abstrakcijo. Zadnje čase me vse bolj vleče abstrakcija in raziskovanje raznih tekstur, pa raznih potencialov v bistvu medija samega, ne? Kaj slika in kaj risba in kaj ti prvinski likovni elementi lahko, kakšen potencial še vedno imajo, ne? Vidim neko zanimivo fasado, recimo, in se to nekako pojavi potem na mojih risbah ali slikah. Da je malo več teh diagonal, ki so tudi po moje prihajajo iz teh likovnih nekih senzacij iz zunanjega sveta, ne vem, prometni znaki, naprimer. Logo znamke Nike tudi se pojavlja zadnje čase, ker mi je tudi zanimiva forma, pa tudi pomensko mi je zanimiv kot motiv, zato ker v bistvu se mi zdi, da živimo v tej neki you can do it kulturi, ki od ljudi pričakuje, da so skozi zmagovalci, da smo skozi hiperproduktivni, da smo skozi v neki konstantni akciji, konstantnem zagonu, ne. Tako da tudi s to razstavo v bistvu se trudim, da nekako neko to vizualno tišino dosežem. Verjetno so zato stvari toliko razčiščene in težim nekemu miru, ne, neki umiritvi, neki kontemplaciji, ne, v tem norem svetu, ne. Sam prostor, v katerem razstavljam, v glavnem ga ne ignoriram in je v glavnem tudi ta prostor konstitutivni element celote. Torej delam vedno s prostorom, v katerem razstavljam. In ali to so pogosto bile neke v prejšnjih razstavah intervencije direkt na steno, risbe, direktno na stene galerije ali kakšne neke packe, abstraktne neki vzorci. Skratka, različne intervencije v prostor. Tudi v tej postavitvi v bistvu sem delala s samim prostorom in sicer sem pobarvala stene galerije v en tak nežen odtenek roza barve. Tako da je tudi cel prostor v bistvu nekako stvari so se povezale in so tudi že te same stene ratale del celotne kompozicije, ne. Roza barva je dosti značilna, zato ker jaz delam, dosti pogosto jo uporabljam. Zanimiva mi je, ker je tudi neka simbolika te barve dosti ambivalentna, se mi zdi. Po eni strani
simbolizira neko nežnost, nedolžnost, mir tudi, po drugi strani je lahko kičasta in vulgarna, mogoče celo banalna, ne. Tako da te ambivalence so mi že tako zanimive na splošno. Sama kompozicija del meni je vedno zanimivo, da delam stvari tako, da sama dela med seboj tudi komunicirajo, tako da ne funkcionira eno delo, ena slika recimo sama zase, lahko tudi tako, ampak mi je pomembno, če stvari dam v prostor, da te stvari med sabo tudi ustvarjajo neke dialoge, ne. Tako da vedno pa na koncu, mislim, delam stvari nekaj časa, v bistvu ne vem točno, kakšna postavitev bo na koncu. Tudi zaradi tega, ker mislim, da prostor sam dosti diktira postavitev in da ta končna slika celotne postavitve v bistvu je na koncu odvisna od samega prostora in da nikoli ne morem zares do konca predvideti, kakšna bo na koncu razstava zares. Tako da, ja, postavili smo razstavo, sem želela, da so stvari razčiščene, isto kot na platnih in na risbah, da je tudi sama postavitev dosti minimalistična, da stvari dihajo. Te distance med platni ali med risbami so tudi pomembne. Konkretno na tej steni, recimo, bi stvar verjetno bila čisto drugačna, če bi te dve sliki bile blizu skupaj. Tako ustvarjajo neko distanco in neko oddaljenost, ne, ki tudi je element zase, ne. Te stvari so mi zanimive in so mi pomembne, da se s tem igram potem v sami postavitvi.